namen biti aktiven na LinkedInu je, in ko me vprašajo, kolikokrat na teden manj začnem objaviti na LinkedInu, sem rekla, izberi frekvenco, ki lahko držiš 10 let, da se LinkedIna marsikdo boji. Kaj bodo pa zdaj rekli? Večinoma ljudje razmišljamo samo o sebi. Vsaka objava ima nekaj dni življenjske dobe in potem, ali je prav, da grem na določen profil pogledati, pa ta oseba to vidi, kaj je primerno za LinkedIn. Ker mnogi imajo še ta okvir, da je LinkedIn zelo korporativen medij, pa ni več tako. Ne pisati CEO ta pa ta firma SP. Jaz sem CEO svojega SP-ja. Nič ne povem s tem, tako da povejte neka formulca, to delam, za te pa te stranke delam na tak način. Objavljamo vsebine in stranke pridejo zaradi tega same k nam. To je optimalno. To je naš v resnici končni cilj. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja. Gumb boš sigurno najdu sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Pance, živijo, dobrodošla pri nas. Živijo. Upam, da se fajn počutiš. Odlično. Hvala za vabilo. Hvala, da si prišla. Ti si v bistvu ukvarjaš z LinkedInom. In imaš eno tako posebno poimenovanje in sicer si rečeš LinkedIn terapeutka. Res je. Ali pa vej, zakaj si se odločila za tako ime? V resnici me je prijateljica tako imenovala, ampak ideja pa je v tem, da se LinkedIna marsikdo boji. Morda ne LinkedIna kot platforme, ampak izpostavljanje gor, objavljanje, komentiranje, ali je prav, da grem na določen profil pogledati, pa ta oseba to vidi. Veliko takih mikrostrahov je gor in jaz potem skupaj s svojimi strankami na delavnicah probam to manjšati. Kateri pa so ti mogoče najbolj pogosti strahove? Je to strah pred objavljanjem? Kako se jih lotevaš? Zelo pomaga, da sem zraven in predvsem objavljanje, kaj bodo pa zdaj rekli, zdaj bo ta objava moja, navzven, zdaj bodo to vsi videli. Imam par argumentov. Prvo je ta, da vsaka objava ima nekaj dni življenjske dobe in potem gre ven iz feeda. Tako da to ne pomeni, da bodo zdaj vsi na LinkedInu to videli. Včasih bi se nam fajn zdelo, da vidi to res veliko ljudi, ampak sploh za prvič, če imaš manjšo mrežo, ta doseg objave ne bo tako velik. Tako da tukaj ni bojazni. Tako da pa vedno sem zraven in je dostikrat se že zgodilo, ko so objavili prvo objavo z mano, ko so kliknili tisti post za objaviti, ta strah kar nekako, ne bom rekla, povsem se razblini, ampak potem naslednjih nekaj minut, 1 uro, ko mi komentiramo, tako udeleženci pa tako, postanejo navdušeni nad tem, zdaj pa ta video, zdaj pa ta komentiral, koliko je dosega. Tako da to ne gre od enkrat, seveda, ampak kot vsak strah je to nek čas, da to zamre. Ampak tako kot smo rekli včasih, strah je znotraj votu, okrog in okrog, ga pa nič ni. Morda ni čisto res. Ampak z vajo, seveda, se da to odpraviti. Jaz sem bila ista, zato se tudi tako rečem, ker poznam te strahove. Poznam, kako je, če ti ni povsem prijetno, ko nekaj objaviš ali pa morda isto razmišljaš, kaj bodo pa zdaj rekli. Tako da dostikrat rečem tudi argument, večinoma ljudje razmišljamo samo o sebi. Tudi tisto, kar si mislimo o drugih, je večinoma projekcija samih nas. Tako da v resnici vse, kar razmišljamo, je nekako izhaja iz nas in je res bolj o nas razmišljamo kot drugih, tako da je to vedno nekaka mini pomoč tudi pri tem. Da, si v bistvu na nek način, ko se soočaš s tem strahom, se soočaš tudi z nekimi mogoče svojimi značilnostmi, nekimi projekcijami, ki ti niso bile tako ljube. Je mogoče zato toliko težje potem stopiti iz te cone obdobja. Tako, ampak seveda lažje za tiste, kar LinkedIn bolj potrebujemo, ali smo na trgu, da rabimo nove stranke, ali podjetja, kadrovniki recimo, ki res rabijo nove zaposlene, da večje kot je ta potreba, da se res pojaviš gor in si aktiven, lažje seveda. Ampak gre to skozi čas in
se navadiš, a ne, tako da ti strahovi so skozi čas manjši, nekateri pa sigurno ostanejo, saj tudi jaz jih imam še po 10 letih aktivacije gor, še vedno kakšnega in ni čisto nič hudega, a ne, vedno je tisto, te je strah, narediš pa kljub temu, a ne, tako da tudi to je pogum. V bistvu bolj pomembno, da nekaj naredimo kljub temu, da nas je strah, ker da mogoče čakamo neko senci, pa lajkamo objave, pa scrollamo, pa v bistvu nikoli ne objavimo nič svojega. Tako. Ampak nekateri tudi lajkati ne želijo, ker tudi to je do neke mere izpostavitev. A pa misliš, da je boljše začeti z takimi malimi stvarmi, to se pravi, najprej malo lajkati, mogoče napisati kakšen komentar, pa potem iti na objave lastne, ali ti priporočaš, da kar štartaš z objavo, pa kar bo. Odvisno od posameznika. Zelo rada v zadnjem obdobju poudarjam, kako pomembno je, da vse, kar počnejo na LinkedInu, da grejo čez nekak filter njihove osebnosti po domače. Naj grejo malo čez rob udobja, ampak če jim je ljubše začeti s komentarji, naj začnejo tako. Meni je bilo ljubše, pa tudi takrat komentiranje ni bilo tako popularno, kot je danes. Jaz sem začela z objavami in še danes mi je to ljubše. Tako da vsak naj začne s tistim, kar mu je morda najlažje in skozi čas dodaja še druge aktivnosti, o katerih bomo verjetno še govorili, ki jih je nekako morda fajn početi, če želiš LinkedIn v podjetništvu uporabljati za prodajo. Ampak ja, vsak naj pri sebi najde tisto, kar je najlažje, ker če boste začeli s tistimi stvarmi, ki niso tako naravne ali pa prijetne, obstaja nevarnost, da boste nehali. Na LinkedInu sploh, to je pa najslabše, kar se lahko zgodi. Tako da malo potuhe je fajn imeti, ampak hkrati tudi, da se premikamo skozi čas in čez svoje strahove in cono udobja, se zavedamo tudi objaviti bo potrebno skozi čas. Najbolj pomembno pa je, da smo konsistentni. Morda bo kakšen teden prišel, ko ne boste objavili, boste pa naredili 3 komentarje, pa bo tudi to v redu. Važno je, da se ne umaknemo čez LinkedIna dol, kar se lahko zgodi, če probamo preveč naenkrat. V bistvu ta konsistenca, velikrat se pogovarjamo o tem na LinkedInu. A je pomembno, da si planiraš prav ure, koliko objav, kakšen način, kako ti gledaš na to konsistenco? Gledam na to, da je treba LinkedIn razumeti zelo podobno kot mail. A veš, mail pa je, tako smo navajeni tega orodja, ampak če se ne bi vsak dan prijavil na mail, če ne bi vsak dan brali mailov, odgovarjali na nje, pisali, tudi to orodje za nas ne bi kaj dosti koristilo. Tako da je treba na LinkedInu res razumeti, kaj vse in konsistentno iti na začetku, morda enkrat na teden se logirati, potem 2-krat na teden, 3-krat in sproti dodajati. Pomembno je, da postane navada. Zdaj, seveda, odvisno posameznika, kaj želi od LinkedIna dosegati. Ali želite gor stranke, ali želite gor nove zaposlene, nove investitorje morda. Aktivnosti seveda se malo razlikujejo. Ampak ja, konsistentnost v tem smislu, da na LinkedIn ne gledamo kot nekaj, a zdaj moram pa še to? Zdaj pa še eno orodje, v B2B sektorju je to nepogrešljivo postalo, skoraj tako kot mail. Tako da v tem smislu konsistentnost. Seveda potem je korak naprej, redne objave, redni komentarji, redno grajenje mreže, vse to, ampak je najbolj važno, jaz mislim, da treba po korakih, da ne obtežimo preveč nekoga, ki do zdaj se je prijavil na LinkedIn enkrat na 3 mesece, ne moramo od njega pričakovati, da bo zdaj 2-krat na teden objavil. Ne bo. Lahko, da bo 2 tedna, 3 ostal, ali pa ostala, potem pa prenehaš, kar je preveč. Tako da vedno rečem strankam, raje manj, pa potem skozi čas dodajati več. Je boljše kot kar kontra. Sigurno. Tudi jaz sem tako resnici začela. Zdaj objavljam več kot pred na začetku. Ampak sem pa ostala konsistentna več kot 10 let. To je bilo važno. Da se nekako ne zaletimo, tako kot v te novoletne zaobljube. Z 1. januarja smo vsi suhi, jemo solate, 15. januarja pa
Nas zelo veliko že sedi na kavču, pa je kokice, ne? Tako, zelo sorodno je tudi na LinkedInu, ne? Če hočemo od LinkedIna res ga uporabljati za prodajo, bo treba trenirati večkrat na teden, bo treba manj jesti, manj jesti na LinkedInu, morda manj scrollati, brez da bi kaj se aktiviral sproti, ne? Namesto da ležimo na kavču, pa če že ležimo na kavču, dajte scrollati na LinkedInu pa komentirati, ne? Tako da lahko nekaj skombiniramo malo, tako da ja. Kot vsaka druga reč, lej. Tudi LinkedIn, če želimo izkoristiti tako, kot treba, je treba zagrabiti in skozi biti aktiven. Zato pa pravim, raje manj na začetku, pa potem, ko se navadite, ko se ta meja cone obdobja pomika, je potem lažje, ne na silo, kar tako kot s temi obljubami, po 2 tednih rečemo, ne moram tega tempa zdržati in prenehamo. Ok, se pa preden greva na aktivnosti, deva pogledati na hitro te čisto osnove, ne? Prav. Mava profil na LinkedInu, mava spletno stran oziroma stran podjetja predstavitveno. Kaj misliš, kaj je funkcija enega, kaj je funkcija drugega, kdaj se za kjerga odločiti, kjer mu dati več pozornosti? Večjo pozornost bo vedno imel profil. Profil je kot oseba, predstavlja nas, kot nekoga, ki pridemo na neko konferenco, mogoče poslovno predstavlja nas, ko pridemo na prodajni sestanek. Tako da vedno bo teže na temu, ker tako kot v živo biznis delamo ljudje, tudi mi dve zdaj tukaj 2 profila sedita, ne 2 logotipa, pa 2 LinkedIn strani. LinkedIn stran je pa namenjena podjetju, predvsem tistim, ki imajo več zaposlenih. Če ste podjetniki samostojni, samo one man band, potem LinkedIn strani v resnici sploh ne rabite. Jaz jo imam, nekoč sem tudi objavljala vsebine gor, ampak sem prenehala, ker tako velika razlika v tem, kaj lahko dosežem z LinkedIn stranjo ali s profilom, tako da objavljam vse samo na profilu, pa raje tukaj več. Tako da za večja podjetja seveda se pričakuje, kakor se pričakuje, da imamo spletno stran, se pričakuje tudi LinkedIn stran, lahko pa naredimo tudi tako, da jo ustvarimo, optimiziramo, dodamo vse tiste elemente, besedila, fotografije in podobno, gor in morda ostane pasivna. Ker ponovno, je pomembna konsistentnost in je vedno, če imamo resurse, pomeni ljudi, ki bodo te entitete na LinkedInu menedžirali, upravljali z njimi, pisali vsebine, potem se lahko odločimo, ok, imamo to osebo, ki bo te vsebine pisala, objavljala, če nimamo, bo, kot sva se prej pogovarjali, bomo naredili par objav, potem bo pa ta začetna motivacija popustila. Tako da vedno je teža na profilih, ampak če ste malo večje podjetje, lahko tudi LinkedIn stran. Bolje pa važno, da negujete ta odnos do komunikacije na LinkedInu. Če vas je več v firmi, je fajn, da imamo te profile, ki ste gor, je boljše, veliko več učinka, če so profili aktivni, kakor če je ena LinkedIn stran. To se pravi, da v bistvu potegnemo naše zaposlene v to, da so v bistvu tudi oni aktivni, pa nekaj objavljajo, komentirajo, tako naprej. Tako, vsaj da lajkajo, kaj repostajo, sploh če je aktivna LinkedIn stran. To imamo čedalje več od s podjetji na tak način sodelujemo, da imajo programe ambasadorstva, pomeni, da je LinkedIn stran aktivna in potem aktivirajo posameznike znotraj podjetij, zaposlene, da lajkajo, kaj pokomentirajo, morda kakšni tudi objavijo, ampak ravno danes sem imela zjutraj eno tako delavnico, tudi vedno poudarim, začnemo z malimi aktivnostmi, lahko repostate, ne rabijo niti nič kaj dosti razmišljati pri tem, potem pa skozi čas, ko se navadite svojega imena tako javno, potem pa lahko tudi kaj objavite. Tako da vedno teže na profilih, ampak stran, če večje podjetje, tudi pride kar prav. Je pa v bistvu za manjše podjetje pa mogoče bolj smiselno, da stran služi kot neka digitalna vizitka, pa da ostane pasivna, mi pa naše vsebine komuniciramo z naših osebnih profilov. Ja, a veš, vedno je to, kaj je by the book, kaj bi moralo biti, kako bi bilo optimalno, da bi komunicirali na LinkedInu, s katerimi entitetami, kolikokrat na teden. Drugo je pa, kako lahko to dejansko izvajamo
vsak dan, vsak teden. In ko me vprašajo, kolikokrat na teden manj začnem objaviti na LinkedInu, sem rekla, izberi frekvenco, ki jo lahko držiš 10 let. Malo karikiram, ampak ne veliko. Vsaj 5. Tako da jaz sem začela 2-krat na mesec, potem malo 3-krat, zdaj poskušam 2-krat na teden, ne rata pa vedno. Ampak je veliko boljše tako in se te ljudje navadijo, leta in leta te lahko spremljajo in to je obvladljivo. 2 objavi na mesec ni veliko in je obvladljivo na dolgi rok. Tako da vedno pridemo nazaj do tega, skozi čas dodajati. A je to ta pomembnost konsistence v bistvu, ne? Da ljudje se te navadijo brati, recimo, in če si ti zbereš neko hudo konsistenco 3-krat, 4-krat na teden, pa to vzdržuješ 2-3 mesece, ne? Potem pa v bistvu padeš, narediš en tak vakum, ne? In se tisti, ki so se te navadili, te najbrž malo pozabijo. A veš, ne smemo pa pozabiti, zakaj gremo na LinkedIn. Zakaj sploh smo tam. Ne zato, ker imamo malo preveč časa, da bomo zdaj objavili, ampak namen biti aktiven na LinkedInu je, da vzpostavimo neko kredibilnost, da vzpostavimo zaupanje v očeh tistih, ki nas berajo, da vzpostavimo zaupanje. To je osnova. Zdaj, ali rabiš stranke, investitorje, zaposlene in tako naprej, je potem nekako sekundarnega pomena. Ampak vedno izhajamo iz tega in če želimo graditi kredibilnost, je ne bomo v 2 mesecih. Pa potem pol leta nič, pa potem spet. Kredibilnost se gradi na dolgi rok in da se tudi ljudje navadijo in da nas imajo lahko na radarju, jaz sem pohecam na tak način. Torej, konsistentnost je s tem namenom. Pa tudi zaradi LinkedIna, da on vidi, da smo ves čas aktivni, ampak vedno delamo najprej svoje aktivnosti na LinkedInu z vidika tistih, ki nas berajo na drugi strani, ali pa ki želimo, da nas berajo, naše potencialne stranke, če govorimo o podjetnikih. Torej, vedno izhajati iz tega, zakaj je tako pomembna konsistentnost. Zato, ker se vas bodo navadili skozi leta in boste avtomatsko priklic, ko bo nekdo omenil vašo branžo ali pa vaše storitve. To je namen konsistentnosti. A se ti zdi, da naročniki tvoji ali pa nasplošno, če opažaš trend, da si ljudje pripravijo strategijo, da odgovorijo na ta, zakaj grem jaz na LinkedIn, ali je bolj v smislu, jaz moram biti na LinkedInu, zato ker so vsi, dajmo sam nekaj objaviti? Zanimivo vprašanje. Različno. Mnogo mojih strank so tudi na drugih omrežjih družbenih in želijo biti tudi na LinkedInu. Mogoče zelo po neki logiki danes, da moraš biti gor. Želimo biti gor aktivni, želimo objaviti vsebine, pridi nam pomagati kako pa kaj. Kakšni imajo pa malo bolj konkretne cilje, kako se zdaj lotevamo pa employer brandinga, recimo, znamke delodajalca. Sem delala lani z enim podjetjem zelo velik in oni so sicer že prej nekaj let imeli tudi interne projekte, zato potem so šli pa ven. In so zelo razumeli tudi te ambasadorji, ki so še vedno aktivni, kaj je namen. Tako da zelo različno, ampak poudarjam, veliko boljše je morda tudi brez strategije iti, ampak vsaj, da razumemo, kaj želimo od LinkedIna. Da samo vidnost nam ne bo nič koristila. Če si samo viden, če ne razumemo, kaj delate, kaj so vaše storitve, kaj lahko kupimo od vas, vedno izhajati iz tega, kako želiš, da se nekdo percipira na LinkedInu. Zato je konsistentnost pomembna, zato je pomembno, da si izberemo eno tematiko, da enostavno je vaše ime priklic na tisto, kar počnete. Tako da vse je to prepleteno. Ampak ja, spet, jaz, ko sem začela, nisem imela nobene strategije, tudi za vsebine, mi je bilo nekako naravno, da pišem izobraževalne vsebine, da ves čas ponavljam, kako LinkedIn in tako naprej. Ja, skozi leta se seveda spreminja moj način pisanja, strategija, tematike, v katerih pišem, tisto, kar ni povezano samo z LinkedInom, ker se tudi LinkedIn spreminja. Tako da, mogoče res vsak posameznik zase najbolj ve, kje mu je najljubše začeti, da se vrneva ali z lajki, komentarji ali z objavami. Tako da, ampak ja, res razumeti, kaj želimo in tako, kot sem prej rekla, zakaj je konsistentnost pomembna, ker edino tako lahko skozi čas res dobimo nek efekt tega, ker bomo optimalno objavljamo vsebine in stranke pridejo na
zaradi tega same k nam. To je optimalno. To je naš v resnici končni cilj. Seveda je treba zraven delati še kakšne druge aktivnosti, ampak strategijo v resnici, kar se tiče vsebin, jaz vedno učim največ izobraževalne vsebine, lahko tudi kaj, če greste na kakšen event ali pa tako naprej, lahko tudi kakšno osebno objavo, tega je zelo veliko na LinkedInu, za moj okus preveč, ampak se seveda platforma spreminja in uporabniki z njo. Tako da strategijo, kar se tega tiče, največ poudarka na tematiki, ki je povezana z vašim biznisom, ker to delate zato, da boste zaslužili zaradi tega, ne zato, da boste vidni. Je to zelo velika razlika. Tako da naj tukaj omenjam, zelo pogost pojav je objave, ki niso tako povezane s tem, kar počnemo, kakšne osebne objave, imajo težnjo, da imajo največ odziva. Zato mnogi padajo v to past. Zdaj bom pa samo takšne objave pisala, zato ker imam tukaj največ lajkov, pa vsi komentirajo. Ampak, če boste objavili samo take objave, tukaj ni kredibilnosti. Je do neke mere vidnost, pa zaupanje, ampak ta poslovni del pa zmanjka. Tudi tukaj je ta strategija. Največ nekih izobraževalnih objav za to, da uporabniki razumemo what's in it for us, da vam sledimo in za stranke, da vas lahko najamejo, potem pa lahko začinimo še s kakšnimi drugimi objavami. In seveda s komentarji. Kakšnim, recimo temi osebnimi mejniki, to sem tudi jaz opazila, v bistvu me zelo veseli, da si to omenila, da se LinkedIn spreminja in ratuje, če dalje bolj tudi zaseben, zelo veliko je teh osebnih objav, ampak je mogoče to res ena taka past, v katero padejo posamezniki? Sploh na začetku, jaz se držim kar nekakšnega pravila, da če gradite osebno znamko, ko začnete na LinkedInu, ne začeti z osebnimi objavami. Začnite z nekimi izobraževalnimi, začneš vsake toliko časa, 10%, lahko tudi kakšno tako. Primer, jaz sem pred leti objavila 3 najhujše stvari, ki so se mi zgodile v karieri. Zelo osebno, ampak je povezano z biznisom. Nisem šla v čist zasebno življenje. Zakaj take objave dajo čist neko novo dimenzijo osebni znamki, ki jo gradim? Ljudje me spoznajo na drugačen način, privlačno je za komentarje, ampak v resnici, če objavljaš samo to, nimaš pa tistega strokovnega vidika, ki ga rabiš za biznis. In še posebej za LinkedIn, najbolj so kakšna druga omrežja, mogoče drugače nacentrirana, ampak LinkedIn pa v svojem bistvu še vedno ostaja business to business. Upam, da bo to postavljeno. Kaže malo slabo. Kaže, da se zelo pomika v Facebook, Instagrama, nisem jaz proti, ampak res. Jaz rečem tako, dajmo ohraniti držo, da smo tukaj tisto, kar prodajamo, torej, da smo profesionalci na svojem področju, da je osnova to in v komentarjih in v objavah, ampak seveda vsak do svoje mere, kolikor se z njo dobro počuti, lahko pa tudi kakšno osebno objavo pa tako. Ampak tukaj sem terapevt, vedno poskušam ugotoviti, kje ima posameznik mejo. Mnogi so tako zelo, zelo zadržani. Tudi, kar se tiče osebno, tudi težko kako svoje mnenje odda. Tako da, in če jim razložim, da je LinkedIn se na tak način spremenil, da je to ok, da je primerno, potem jim je lažje. Ampak tudi rečem, skozi čas lahko začnete tako objavljati. Najbrž težko pričakovati od nekoga, ki je zelo zadržan, te dolge izpovedi. Ampak v bistvu malo se vračam v mislih nazaj k tej kredibilnosti. Je to v bistvu pretirano objavljanje neke zasebne vsebine, nekaj, kar v bistvu potem nekako zgubiš rdečo nit, če sem, recimo, jaz sem pravnica in zdaj, če bi jaz predolg časa vztrajala z LinkedInom na neki osebni noti, z mojimi osebnimi dejavnostmi, potem v bistvu najbrž ljudje izgubijo občutek, da sem jaz v resnici pravnica. To plus morda skozi čas pozabijo, kaj delaš in kaj lahko od tebe kupijo, ker ti si tudi, tako kot jaz, sva na LinkedInu z namenom, da gradimo posel. Meni je zelo fajn objavljati, zelo fajn komentirati, lajkamo vse to, ampak dajmo si narediti čistega vina. Gor smo zato, da delamo posel. Če želimo pa kakšne, manj poslovne debate odpirati, gremo lahko pa na zasebno sporočilo ali pa na kavo ali pa
na Instagram. Tako da ja, ampak verjetno bo to, če dalje bolj se brisala ta meja med LinkedInom in Facebookom ali pa Instagramom, ker se v resnici tudi poslovna komunikacija mehča, ne. Ampak ja, jaz kar tudi v moji strategiji ustrajam, da imam do neke mere več izobraževalnih takih objav, ampak kaj pa zdaj tudi poskušam, tukaj imam pa tudi jaz sama sebi terapevt, tudi kakšne vsebine, ki so povezane s poslom, pa so bolj vsebine, ki odpirajo nek pogovor. Take imajo tudi zelo močno težnjo, da ljudje komentirajo. Predvsem zaradi tega, če podaš neko tako zgodbo, dam primer, ta pa še malo duhovita, kar je svet, ko na LinkedInu upravljam. Nekaj časa nazaj sem objavila, kaj vse se lahko zgodi trenerju, ki pride v firmo. Torej, ne vem, se ti najlonke strgajo, enkrat se mi je peta zlomila, polila sem se s kavo in take reči, nič tako radikalnega, ampak v resnici odpira nek prostor za zgodbe, ki jih drugi prepoznavajo svoje v tej objavi. Zato odpira, ker če imaš neko izobraževalno naravo, ne pričakuješ komentarjev, tako da mogoče vsake toliko časa, da malo odpiraš, da lahko lažje gradiš odnose tudi s tistimi res v obe smeri, pa da, veš, skozi take objave tudi svoje vrednote pokažemo, pa tako, no. Tako da ja, se tudi jaz odpiram, jaz spreminjam strategijo, kakšna stvar gre pri meni kar počasi, ampak se dam čisto prostor, tako da vse to spreminjanje, ampak ja, jaz še vedno branim LinkedIn in učim tudi tako, da se ga ohranja poslovnega predvsem, ampak seveda, da lahko tudi v komentarjih, primer, podjetje, LinkedIn stran objavi objavo, mogoče kakšen team building, kaj taka sproščena. In potem lahko v komentarjih ambasadori napiše tudi kaj smešnega. In je to čisto primerno. In rečem, če vam to kul, objavite, komentirajte, če vam ni treba. Ampak sem toliko, da odpremo možnost, kaj je primerno za LinkedIn. Ker mnogi imajo še ta okvir, da je LinkedIn zelo korporativen medij, pa ni več tako. Se v bistvu kar odpira. A je še kakšen tak trend oziroma sprememba, ki mogoče prihaja iz tujine, ali pa kakšna praksa, ki si jo zasledila, ki je v Sloveniji še ne uporabljamo, pa bi si ti mogoče želela, da pride? Veš kaj, v tujini je kar mogoče, rekla precej, ampak influencer marketinga na LinkedInu. Zanimivo. Ja, tako pri nas je to v B2C že seveda precej prisotno, ampak ja, da si kot, mogoče tudi influencer za firmo, seveda tukaj tudi kakšno plačilo, verjetno bo oseba pričakovala, ker to, ko se pogovarjamo o ambasadorstvu, to je tako, z dobro voljo naredijo. Tako da ja, če želiš biti pa tako ambasador, ali pa primer, da te nekdo kot nekega mnenjskega vodjo, da te ena firma najame. Zelo sorodno, kot se to v B2C dogaja. Tako da to v tujini je malo bolj že prisotno, ampak ja, seveda mi kot naš trg je vedno morda malo kasneje, ali pa smo morda v Slovenci bolj zadržani do takih stvari. Že to, da se odpreš ali da objavljaš, je to marsikomu še vedno nenavadno. Tudi ja, ta del pa ja, veš kaj, zelo velika konkurenca je v smislu objav med sabo, ker tudi feed, če greste na LinkedIn, pa greste na feed, če dalje več oglasov je in bo v resnici, če dalje več bo treba investirati in časa, energije, tudi denarja, za neko vidnost. Tako da lani se mi zdi, da so dodali tudi plačljivo LinkedIn stran možnost, to vse namiguje, da verjetno bo organskega dosega skozi leta, če dalje manj. Tako da ja, to so mogoče kakšni taki trendi, ki so zanimivi, ampak, veš, vedno je treba najprej za osnove poskrbeti. Tako da vedno se vračamo, profili, pa mreža, pa objave, potem se bomo šli mi tiste napredne aktivnosti. Najprej tudi primer za plačljive LinkedIn profile. Dokler ti ne zmanjka vseh aktivnosti, dokler te LinkedIn ne bremza, ne rabiš plačljive oblike, ker očitno ne izrabljaš dovolj. Tako da ja, so zunaj seveda bolj odprti in bo, če dalje več, kot sem že omenila, bo treba vse bolj povezovati profile pa strani in bo to postalo res en interni projekt.
tako, ne za zraven, dej ti boš pa še objavljala na LinkedInu, ker imaš nekako občutek. Ali pa včasih rečemo, ti si mlada, boš to še na LinkedInu objavljala. Ko sploh ni pravilo, da so mladi bo na LinkedInu ali pa na družabnih omrežjih na splošno. Ampak ja, tako ta mogoče podcenjevanje LinkedIna je pri nas še kar prisotno, tako da držim pesti, da bo to skozi leta tega vse manj, ker je zelo resna platforma, če ga hočemo izkoriščati. Rekla si zdajle, ker sem te poslušala, mi je zazvenela, ne, da ostaneš na brezplačni verziji, dokler te LinkedIn ne bremza. Ne? A je to v bistvu zadnje čase, prav v času, ko se midve dogovarjava za tole snemanje, poslušam od zelo velikih podjetnikov, da je pa neki spremenil LinkedIn in da nimajo nobenega dosega na organskih. Ja. Kako ti doživljaš te LinkedIne? A tudi ti vidiš ta trend, da LinkedIn bremza? Ni to čisto, kar sem mislila reči, da ti najprej odgovorim na vprašanje, potem pa razložim, kaj sem v resnici mislila. Res je, v zadnjih 2 letih se izjemno krči organski doseg. Tako da kako se s tem spopadam z veliko frustracije v resnici, čisto iskreno, to da je frustrirajoče, ampak kot vsaka druga platforma, na Facebooku je bilo to verjetno že 10 let nazaj, organski doseg bo padal. Ker te platforme nas navadijo, da je vse brezplačno, potem pa skrčijo in želijo, da plačamo. Tako da, ampak še vedno na LinkedInu je toliko stvari, ki jih lahko naredimo, tudi brez dosega objav. Tako da ne smemo pozabiti na druge koristi. To, da lahko brskamo med profili in da lahko res v resnici izveš, kdo kje dela, pa to ni povezano s tem dosegom. Lahko se pokonektamo s temi osebami, povabimo na kavo, spet ni vezano. Čuda enih drugih aktivnosti je, ki so s tem povezani. Ampak ja, je ta trend in verjetno bo še močnejši, tudi trend, da LinkedIn strani dosegajo izjemno majhen odstotek, 1%, 2% svojih sledilcev. Tako da, kjer želi LinkedIn, da boostamo objave, da investiramo v oglaševanje in to. Kaj sem pa mislila s tem bremzanjem, je pa to, da brezplačni profili ne morejo neomejeno brskati na LinkedInu, ker so pač informacije plačljive narave. Primer, who viewed your profile, tisti, ki ne plačujete, veste, da je to omejeno. Tako da to je informacija, ki je zelo relevantna, če smo v vlogi prodajnika gor. Pa tudi ne moramo neomejeno brskati med profili, primer, da greš na eno veliko LinkedIn stran in kljukaš po vseh ljudeh, ki so tam zaposleni. Ne gre, te zabremza. Tako da samo 5-krat na mesec lahko dodamo tist note, ko nekoga povabimo v svojo mrežo, če si brezplačen. Tako da to sem mislila, da bremza. Tako da dokler tukaj ne zmanjka, ne potrebujete. Očitno ne uporabljate dovolj močno. Ampak ja, ta trend, ki si ga omenila za padanje, je pa že kar nekaj časa prisoten, tako da ni nov. Je kar stara vest. Stara novica, da je dosega če dalje manj. Zato je pa komentiranje tako važno. In zdaj morda, če niste opazili, imamo vsak zase tudi informacijo o impressionih za komentarje. To pa ni. Tako da ja, dostikrat je kakšen komentar, sploh pri takšnih večjih objavah pomeni takšne, ki imajo več lajkov, več komentarjev. Če se pridružite zraven svojim komentarjem, bo vaš komentar imel veliko dosega, marsikdaj lahko več, kot vaša objava. Tako da komentiranje je postalo, postaja, je neka aktivacija, ki sicer zelo time consuming, ampak lahko z njo dosežete res tako zelo veliko. Objave pa krčijo. Pa to ne pomeni, da boste 2-krat na dan objavili, ker ne boste zdržali. Pa tudi preveč je. Ampak ja, komentiranje je res ena izmed stvari, ki lahko, nam rekla neomejeno, ker ni neomejeno, ampak zelo veliko teh prikazov, vidnosti lahko dosežemo skozi to. Pri ljudeh, ki se želimo pojaviti. Zdaj si omenila eno tako zanimivo stvar in sicer povezovanje. Rekla si, da lahko gremo pogledat profile, ampak meni se zdi, da zelo velikrat je prav ta točka, mogoče je to za nas Slovence, ker je treba klikniti na tisto connect. Vidiš terapevtska. Kako zdaj to naredimo? Kliknemo, pa pustimo, pa upamo, da se zgodi, kar se zgodi. Kaj ti priporočaš?
odvisno, komu pošljemo ta invitation za connect. Primer, če želimo od te osebe veliko, pomeni biznis skozi čas, ko zgradimo nek odnos. Ne? Potem se bomo potrudili in dodali note. Ok, to je skoraj pravilo. Ne? Žal ste zdaj brezplačni profili omejeni s tem, ampak 5krat na mesec, 5 ljudi, od katerih res največ želite, se potrudite tako. Ampak dober trik je, da preden pošljaš invitation za connect, greš večkrat morda na profil te osebe, ki ti lahko potem profil vrne. In to zelo močan prodajni signal. In če je bila oseba potem na vašem profilu, zato je fajn imeti plačljivo obliko, da vidiš vse, imaš potem neko prednost, neko pravico, bom v narekovajih rekla, živijo, en drugega odgledujeva, lahko rečeš, pa dejva se povezati. Lahko narediš to, lahko, če je oseba aktivna, komentirate tej osebi, objavo. Še preden jo dodaš. Še preden dodaš, zato ker kaj je namen? Namen je svoj profil prikazati tej osebi, dejansko se prikazati pred očmi. Tako da ali z lajkom objave, ali s komentarjem, repost je že malo, morda niti ne, seveda, roko na srce, veliko zdrave kmečke pameti tukaj uporabiti. Če je oseba dobila neko nagrado v firmi, kjer dela, seveda je zelo na prvo žogo, lahko čestitamo in potem počakamo, da oseba vrne, ali pa vsaj like ali pa komentar, če vrne, in potem seveda pišemo add a note, živijo, še enkrat čestitke, pa dejva se povezati. A veš, kaj napisati, je pa spet nikoli prodajati. V tem notu. Kad dobiš invitation, klikneš na connect in potem nek AI. To. Tega ne. Tega ne, ker se vidi, da je narejeno, tako zelo spregledamo te aktivnosti. V bistvu nek tak pristen odnos. Zelo personalizirati. Zelo v resnici, kot bi to naredili v živo. Če se midve ne poznava, pa se srečava, recimo, dam primer doskrat v delavnicah, če se srečava v vrsti za kavo na dogodku, verjetno ne bova rekli, ne boš rekla, živijo, jaz sem pa pravnica, a raboš mogoče, imaš kakšne težave v firmi, raboš kako moja pomoč? Ne boš me tako nagovorila, Ker tem tako pogledala, pa šla ven iz vrste, pa nikoli s tabo delala biznisa. Ampak to je karikiram, ampak tako zvenite na LinkedInu, če delate to. Tako da kaj narediš? Živijo, evo, najlažje se pa mogoče res poznati v vrsti za kavo. Kako ste? Kako se vam zdi predavanje? Isto ponovati tako naredim, Kako se vam zdi? Se je malo na prvo žogo, pa vendar ne začneš pičati. Tako da, kateri predavatelj vam je bil do zdaj najljubši, meni je bil pa ta, da bez samanca, kdo ste pa vi, kaj pa vi počnete, in potem začneš tako pogovor. Na LinkedInu je enako. In če to preslikamo, vedno to poudarjamo, vedno ko učim, kako komunicirati na LinkedInu zelo sorodno, kakor to delamo v živo. In enako velja, je to primerno za objaviti ali pa za komentirati. Če bi šli na največjo konferenco, primer, kjer je 1000 ljudi, če greš na oder, vzameš mikrofon v roke, ali to poveš tam. Ne vem če, potem ne piši na LinkedInu. Vse je vedno res preslikati tako, ampak to kako nagovarjati, plus ne imeti tukaj zelo veliki zadržkov, zato ker na LinkedInu smo zato, LinkedIn je temu namenjen. Mi smo na LinkedInu sem zato, da imamo profil. To ni nič, to je samo štart, to je samo orodje. To se zdaj tako iskreno rekla. Samo orodje, s katerim lahko potem izvajaš druge stvari. Tako da ne se tega bati, to vsi pričakujemo, da dobimo, zelo smo veseli, sploh če nam pošljete kakšen note zraven, ali poveste, kje smo se srečali, ali da smo koga poslušali na kakšen dogodku, ali da je bila kakšna objava, interesantno pa se želimo tako povezati, čisto nekako, ker bi to naredili v živo. Vse se sliši mogoče laže, kot je to v resnici, ampak če si predstavljate to, ali pa kar rečem, kaj napisati, kaj objaviti, najprej povej na glas, pa napiši. Lahko se tudi snemate, pa napišete transkript, ker zelo drugače običajno govorimo, kakor pišemo. In ko sem že menila ta okvir, mnogi padejo kar nek zakravaten okvir in začnejo pisati, kot roboti na LinkedInu. Ne, piši, kot govoriš. In to je lahko tak lušten trik, s katerim smo bolj mi. V bistvu, da se ne toliko v ta strah daš, pa že začneš razmišljati, kako bo zdaj to izpadlo, bo v redu, a ne bo v redu, kaj bo on rekel, a bo kdo, kaj če ne bo noben.
To so čisto običajna vprašanja, ki jih lahko vržemo kar čez ramo. Ker, kot sem rekla, vsaka aktivnost na LinkedInu ima ali objava komentar, ima določeno življenjsko dobo, ki je Zelo relativno kratka in ne se bat, ne bo vas videlo tako pol LinkedIna. Žal, ker je organski doseg še dalje manjši. Tako da ja, je teh vprašanj veliko, ampak res tako uporabljati LinkedIn, kot delamo biznis, tudi sicer in to je v mnogo aktivnostih pride zelo prav. Veliko smo govorili zdaj že o tem, kaj lahko počnemo na LinkedInu. Lahko objavljamo, komentiramo, lajkamo, se povezujemo. Kako bi jih ti zložila v neko tako smiselno zaporedje ali pa nek vrstni red, če se recimo ciljamo na prodajo na LinkedInu? Najprej urediti profil. Naj omenim, profil je vaš landing page, pristajalna stran, kot spletna stran, kot spletna trgovina. Ne ga jemati kot podaljšek življenjepisa, ker če ste podjetnik, prodajnik, to ni. Noben ga ne zanima, v resnici, kje ste študirali, koliko let imate izkušenj, kje ste se rodili. To je relevantno. Tako da profil urediti na tak način, da imate vedno svoje potencialne stranke v mislih. Ko pride na vaš profil, ali dobijo v 5 sekundah informacijo, kaj delate, kaj počnete, kaj prodajate, kaj lahko od vas skupimo v resnici. Tako da najprej optimizirati profil. Po vseh teh letih, kar se s tem ukvarjam, so še vedno zelo velika slabih profilov. Tako da to je vedno najprej. A te lahko ostaviš? Ja, prosim. Kaj pa bi rekla, da je dober profil? Kakšne elemente ima? Profilna fotka, ki je največ par let stara. Naslovna fotografija, ki jo uporabljate kot jumbo plakat, kjer pokaže točno, napišete lahko, kaj delate, lahko se tudi vi gor z obrazom, ker tudi to je osebni branding, da z obrazom operiramo v naših objavah. Headline, tisto, kar piše pod imenom in primkom, se pojavlja vse posod, kamor greste na LinkedIn. Če lajkate, če komentirate, ko objavite, v feedu se pokaže profilna slika, ime, primek in pa vsaj prvi del headlina. Tako da s tem ne pisati CEO et ta pa ta firma SP. Jaz sem CEO svojega SP-ja, pa koga to briga? Nič ne povem s tem. Tako da povejte neka formulca, to delam, za te pa te stranke delam na tak način. Lahko izpostavite rezultate pa tako. Potem naslednja stvar, kontaktni podatki. Ne imeti gor Gmaila, dodajte svoj služben mail. About je 2600 znakov prostora. Tam je prostor za sales pitch. Spet, ne, jaz sem experienced ta pa ta. V redu. Kaj delaš, kako pomagaš, kaj nudiš, komu nudiš. Profil je res, skoraj da reči, bi si stranka vzela 5 minut časa, da ne bi rabila vašega pitcha. Temu je namenjen. Feature sekcije še nimate, dodajte povezave na svoje storitve, na svojo spletno stran, lahko na LinkedIn stran, če jo imate aktivno. Posva pa po mojem že, experience pa skills, pa projekti, recommendations lahko. Da ogromno elementov je gor, ampak ti zdaj, ko pridete, ko greste na MeView profile na LinkedInu, tam gor, ti se najpomembnejše. Tako da res, pa kaj je zelo pomembno, vzemite si čas, da res zapišete vse stvari, da tu dodate ključne besede, kar je fajn zaradi optimizacije, zaradi iskalnosti profila, pa dejte res grafike si pripraviti. Da ni nekaj tam iz Googlea pobrana naslovna slika, ki se vidi, da se niste za to potrudili. Enako velja za feature, lahko celo dodate services gor, da se vas najde tudi tako. Tako da naj da občutek, da se vidi, da ste si vzeli čas za to. Ker tudi optimiziran profil in estetsko oblikovan v resnici, za spletno stran se vsi fajn potrudijo. Za LinkedIn profil pa kratko le malo. Urejen LinkedIn profil tudi da subliminalno sporočilo spoštovanja našim potencialnim kupcem. Tako da zelo rada tudi omenjam ta odnos, ki ga imamo od tega, kako smo tudi videti, kaj lahko preberemo na našem profilu. Tako da to, malo je teže, ker nimava tukaj zraven LinkedIna, da bi kazala, ampak tako, res tudi grafike so zelo pomembne, da se res vidi, da podamo na vrh informacije, ki so pomembne za tiste, ki pridemo na vaše profile.
Pa ja, da je videti tudi estetsko oblikovan in da je res to, da je usmerjen ven, da je usmerjen v tiste, ki to beremo. Ne, tako, sem spet dala ta primer, sem se rodil tam, pa to, ne, kaj delam? Delam za te stranke, karikiram. Imate tudi vi te težave s tem, pa tem, to rešimo, to smo strankam rešili, to, ki smo prehranili čas, tam smo prehranili toliko denarja in podobno. Ne? Tako da čisto tiste tipične marketinške prodajne vsebine, ki jih imamo vse posod, na profilih, kar niso privzeto prisotne, tako da to je res važno. Da profil urediti, potem, če imate majhno mrežo kontaktov, res se potruditi, da pridete to, recimo, kakšnih 1000. Okay? En čas bo to trajalo, ne mislim, da morate počakati z objavami do takrat. Ni potrebe. Ampak lahko tudi objavljate, seveda, ampak gradnja mreže je zelo pomembna, ker je tudi, ne poznam slovenskega izraza, social proof. Narejeni smo tako, da se veliko raje povezujemo s tistimi, ki imajo večje mreže, ker roko na srce lahko imamo tudi mi več od takega človeka, če pozna več ljudi. Spet, ta socialni kapital je že sicer pomemben in je fajn, da ga gradimo tudi online. Pa prideva do objav. So že prej rekli, kakšne, tudi objave, komentarje seveda, potem pa pridemo do direktnih messagev, tukaj bi lahko tudi ten čas lahko zadržali. Tako da tudi poleg tega, da mi gradimo pasivno kredibilnost na nek način, ali pa pasivno delamo prodajo z objavami, s komentiranjem, moramo seveda delati tudi aktivno prodajo, outreach po domače, da najdemo skozi LinkedIn, skozi iskalne filtre potencialne kupce, ampak spet ne jih napadati. Z AI izporočili? Sploh pa ne AI. Tako, res, jaz razumem prodajnike, ki imajo cilje. Malce imamo take cilje. Ne moram 3 na teden, ni treba samo 3. Mehansko lahko ročno damo 100 ljudi na teden. Ni šanse, če hočemo z vsakim posebej klepetati, imeti nek odnos ali pa neko komunikacijo, da to obvladamo lahko 100 ljudi na teden. Tako da vedno rečem, raje piši 10 ljudem na mesec, pa dobiš od tega 6 sestankov. Kakor da napišeš 100 ali pa 1000 na mesec, pa dobiš 6 sestankov. V resnici malo karikiram, ampak ne ta odstotek je zelo majhen, če ne personaliziramo. Personalizacija pa pomeni, dajmo ljudem občutek, da se pogovarjamo s točno tisto osebo. Ne z enim izmed 1000 lidov, ker vse to znamo prepoznavati. Toliko let smo že na družabnih omrežjih, da spregledamo. In je zelo pomembno, jaz vedno mislim na to, če prvič naredim slab vtis skozi to komunikacijo, vprašanje, če lahko s to osebo dejansko da delala biznis. Ja, to pa moč tega prvega vtisa. In v bistvu si lahko tudi na LinkedInu pokvarimo, ker mogoče si ga bomo zapomnili, tizga, nisi ti bil na LinkedInu, tudi če ga je srečam v živo tega človeka, pa če mi je poslal neko nadležno AI sporočilo, bo imela ta slab priokus. Pa tudi na LinkedInu ali pa drugje online imamo veliko več kontrole nad tem, kakšen vtis naredimo, ker je omejen. Ampak lahko res razmislimo, kaj bomo napisali, kaj bomo odgovorili, če je v živo je to, je tako instant. Ampak na LinkedInu lahko pa zelo razmislimo, kako bomo vodili to komunikacijo. In res ta personalizacija, še posebej, odkar je GPT prišel ven, moramo rezati občutek, zavestno damo občutek človeku, da se prav s to osebo pogovarjamo. In zdaj veliko ljudi aktivnih, niso vsi, ampak na profilih lahko marsikaj vidite v teh posameznikih iz objav, to je vse javno, vseh lahko vidimo marsikaj. Preden nagovorite osebo, pejte pogledati cel LinkedIn, kaj se dogaja, LinkedIn stran, lahko greste tudi na Facebook, Instagram, pa tako, Google, ne pomeni, da boste naredili povzetek zadnjega leta, kar se jim je zgodilo v življenju, malo preveč, ampak tisto občutek, da damo, da se res pogovarjamo z eno samo osebo, to cenimo zelo močno in če dalje bomo, ker je veliko ljudi uporablja AI in samo gleda številke, kar ni pomembno, koliko sporočil pošljaš, pomembno je, koliko sestankov dobiš, ker to je nekako končen cilj. Ja, prodaja. Ampak prodaja se ne zgodi na LinkedInu večinoma.
nek odnos moramo najprej vzpostaviti. Tako da ja, te mehke veščine, pa mehke dimenzije teh komunikacij so zelo pomembne, sploh odkar je ta mehanika postala tako močna. Tako da tukaj pa AI, tudi če ga naučimo, bo to zmogel, seveda, ampak zelo veliko mero previdnosti. Pa veliko mero tega, da nam je res do tega, da predamo to človečnost tej osebi, tega ful manjka. To je ta human to human, ne? Ja, humanizing, ker tudi, ne vem, prevoda, ne? Ampak ja, ta preprosto neka personalizacija. A veš, tako kot, ne, če se midve pogovarjava zdaj, kot zdaj 1 na 1, ne, se bova lahko zelo podobno na LinkedInu, jaz ti ne moram zreči, ne, pisati message, pa samo sporočilo, pa mogoče samo zamenjati tvoje ime ali pa kaj tako, ne. Pa tudi, jaz sem tudi že dobila sporočila, ja, Manca, sicer so me nagovorili z imenom, ampak je bil tudi po mojem tool. Ja, Manca, pozdravljeni, nekaj vidimo, da delate v agenciji. Ne delamo v agenciji. Tako sporočilo zavedno postavi bariero pri tej osebi, ne. Jaz razumem, da če je zdaj na 1000 in 10 000 in na milijone potencialnih strank po vsem svetu, da ne, to na neko res maso gremo, pa potem 1000% nekako kupi. Ampak je pa tudi res, da so te aktivnosti zelo odsevajo tudi nas kot osebnost. Jaz sem že privzeto takšna, da nekako ne zmorem, ne bi nikakor mogla tako samo z AI-jem operirati, ker nisem taka, ker ne želim predati tega občutka. Tudi vedno, ko smo v delavnicah, pa to pa se pogovarjamo o LinkedInu, ker je res tako orodje, ne. Ampak jaz vedno želim, da se ljudje dobro počutijo, da je dobra energija. Tudi to je moja naloga, ko pridem, ne. Pa učim res tako stvar, ne, ki je zelo lahko trda, ne. Ampak, veš, se moramo te mehke veščine okoli tudi držati pa naučiti, ne. Tudi, da damo ta občutek, no, to je tako, taka strategija, ki je težko napisati, ne, ki je bolj mogoče lastnost. Ampak ja, kot prodajniki na LinkedInu moramo osvojiti to lastnost. In v resnici je lažje, ker lahko vse fajn razmislimo, preden napišemo sporočilo. Ko smo to v živo, je težje. Ne moraš iti zdaj v kot pa razmisliti. Če me vprašaš, čakaj, grem malo razmisliti, pridem čez 3 minute nazaj. Ne gre, je instant, na LinkedInu pa to imamo možnost, treba to fajn izkoristiti. Tako da malo postokamo človeka, da vidimo, da damo, pa ne postokamo. To se sliši grdo, ampak jaz vedno to delam, da kje omenjam. Ravno včeraj sem meni pisala invitation za connect, ker dan sprašam delavnico, pozdravljena ime in tako klepaj, kako lepo ime. Ker res tako nenavadno, res lepo. A veš, ne tako nek touch, pa tako resno mislim, to ne pišem za vsakmu, ampak tak touch, ko vidiš, da je oseba bila nekako pri stvari, kaj je to pisala, ne AI, ker ni pri stvari. A si se mogoče zato odločila tudi, da si napisala knjigo o uporabi LinkedIna, ne? Da si šla iz tega online sveta v dobri stari papir. Da sem prišla do knjige, zdaj sem 3 leta nazaj že, je bilo pa tako, ko je bila korona, ko je bilo tiste 3 tedne, je bilo zame zelo plodno, moram reči. Ker so bili tiste prvi 3 tedni, ker bo tako, ko se vse vstavilo. In takrat sem rekla, zdaj bom pa napisala vse tiste vsebine, ki sem jih želela, profil, stran, kako pisati vsebine itd. In bom to dala v neke e-priročnike. In vprašanje, če bi naredila, če to ne bilo takrat tistih 3 tednov. No, in sem to naredila in sem res to spisala. No, pa sem pa naslednje leto očitno, ker sem slabo leto to še knjigo ustvarjala, sem pa kar začutila, ker sem imela toliko objav, v resnici imam, mislim, da več kot 500 strani Word dokumenta, kjer imam svoje objave na LinkedInu, ker vse arhiviram, oziroma pišem tja, potem pa objavim še na LinkedInu. Tako da imam vse nekje to zbrano in ko sem enkrat ugotovila, da je tega res par 100 strani, mislim, da bo takrat 200 plus, to je pa knjiga, pa še tisti priročniki, tako da sem pa tudi tako bila, ker sem leta 2020 izdala prvo knjigo o jezerih, če sem pa o jezerih, moram pa še v LinkedIn, tako da je bilo,
tako seštevek par teh dogodkov, da sem potem tudi to izdala. Pa tudi, če izdaš knjigo o tistemu, kar učiš, kar prodajaš, ti tudi doda neko nov nivo kredibilnosti tudi za to. Ampak ja, tudi kar rada, zdaj še v slapovih pišem knjigo. Tako da mi je kar ljubo to ustvarjanje, tudi da prenesem to v papirnato zgodbo. Kako to, da si se v bistvu odločila, če zaplujeva zdaj malo v vode, ne? Dobesedno. Jezera, slapove. Kako to, da si v bistvu zbrala eno tako temo, ki v bistvu ni niti približno povezana s tvojim poslom? Direktno vprašanje, odgovor bo verjetno, da so vode zbrale mene, po mojem je bilo tako kontra bilo, kot da sem jaz izbrala jezera. Ampak ja, od nekdaj so mi ljuba in je takrat v 2016, konc leta, tisto sezono sem veliko lesarila in sem želela potem nek smisel dati temu kolesarjenju, ker takrat je bilo smisel, čim več kilometrov v enem dnevu, potem sem pa prišla do svojega limita, 368 kilometrov, več kot to, se mi nič ne da. Tako da sem potem prišla do tega, jaz bi imela pa nek projekt, neki tako, to kar nekako kanaliziraš to idejo, kar nekako je prišla do mene. In sem res, to je bilo neverjetno, 2017 sem lansirala marca, spletno stran in to je bilo čist brez načrta, kak poslovni načrt, kakva strategija, tako kot za biznis, v resnici. Sem šla kar tako, sledila sem esenci sebi, sem kar šla, jezera projekt, spletna stran, se vidi, da sem iz digitalnega marketinga doma, ne? Sem vedela točno, kaj bom katere aktivnosti bom izvajala in res prve 2 leti sem bila na vseh možnih medijih. Zelo so me tako vzeli za svojo medij, kar se mi zdi zelo fajn, ker sem vedela, da je to dobro za projekt, čeprav ni nič monetiziran, to je moj hobi. Sem vedela, da je dobro za moj biznis, ker je tudi del osebne znamke, tako da vode so nekako bolj našle mene, zdaj se jih držim zelo močno, še po 8 letih. 2020 je šla prva knjiga, potem 2023 smo jo razbili na slovensko pa angleško posebej, prej bila skupaj, tako da je bil tudi to lušten projekt. Pa tudi, knjige mi dajo nek zagon, spet neko novo stvarjanje. V resnici, ko grem nekam v naravo, novo jezero, nov slap, dodam na social, dodam na spletno stran in je stvar rešena. Tako da je skozi tako, kot srčni trip, ne. Ampak ustvarjanje knjige je pa tako res kompleksen projekt, sploh prva nikoli več ne bi šla na tak način, ampak bom verjetno slapove šla dosti podoben, ampak že vem točno, kaj me čaka, tako da sem se zelo veliko naučila skozi to. Tako da enako za slapove, če sem za jezera, pa če sem za LinkedIn, zdaj moram pa še za slapove. Tako da res mi da nek zagon, da razmislim tudi, mogoče tudi sama zase, ker ne znam še čisto tako poglobljenega odgovora dati, ker še ne vem. In me to zelo driva, grdo rečeno. Tako da zdaj bo pa še slapovi, ne vem, v roku 1 leta morda, pa najkasneje 2. Bo še slapovi. In to je en tak del mojega življenja, ki je kar rato in kar moram ustvarjati. To je tista kar neka taka potreba, pa tudi seveda, ker sem veliko pred ekranom, kot verjete marsikdo, ko grem čez vikende okoli, tako res, ko grem v naravo, pa zdaj zelo veliko beremo o tej ekoterapiji, kako to v resnici res dobro dene za telo, in dušo itd. In tako res, zdaj, ko postajam zavestno pozorna na to, res tako, kar razleze se mi telo v neko sproščenost, Tako, res svetujem čim več narave, lahko tudi reka, niso samo jezera pa slapovi, kamorkoli gozdovi pravijo zelo, gozdna terapija oziroma forest bathing oziroma Shinrin-yoku iz Japonske, to izhaja. Tako da to v resnici zelo naravno človeku, bolj kot mesto, seveda. Ampak tako da res mi da neko sproščenost, neko, ne vem, in drug del tebe pokrije kot digital. Zelo, zelo, zelo velik del mene so tudi jezera in tudi vedno, ko se predstavljam ljudem, se tudi z jezeri, v biznisu vedno. In vedno je tako zanimivo, ko se na kakšnem poslovnem dogodku, včasih pride kdo do mene pa reče,
Jaz te pa spremljam na Instagramu za jezeri. Tako le se mi raztegnejo usta v nasmeh in tako kar razvezam se od veselja, ker ljudje dobijo ideje za izlet, tako in je res neko, ni tisto trdo prodaja, pa LinkedIn, pa HR, pa tako, ko zelo imam rada business to business, zelo imam rada svoj posel. Ampak tako pa še pa ta drug pol, med vikendi grem pa tako. In grem ždet doskrat, ždet dobesedno, ob jezero, pa sem tam lahko, tam najlažje. In moje telo tako res narejeno za to, da je ob jezeri prav, da grem do kolen noter v vodo, pa kar tam meditiram. Zelo svetujem, vse se sliši mogoče malo smešen. V bistvu se sliši zelo mikavno. Ja, ful je dobro. A veš, se v resnici vode, se gremo vedno na morje. A morje tudi, če pride? Ne, morje mi pa ni nič tako posebno vrsto, prosti morje. Ampak nimam tazga odnosa. Tudi do slepov ne. Jezera so vseh moja ljubezen. Slepovi so super, plus dali so mi, nove lokacije Slovenije. Zelo dobro poznam Slovenijo, ampak zelo veliko imam še za odkriti. Tako da morje mi je pa ok, če že je. Reke tudi ne, čeprav odkar živim tukaj blizu Save, grem zelo rada dol, pa kar šumi. Tako mi je tudi to fajn, ker jezera so tiha, slepovi pa kakšna reka ima pa zvok in tudi to je, če ste pozorni na to, tako resno. Tako da imam dva pola, na eni strani tako hardcore LinkedIn biznis, prodaja, potem pa čez vikend pa drug pol. Tako da je fajn, ne moramo podjetniki, samo skozi konstantno tempo, konstantno sem se zelo zavestno odvadila tega načina, ki je zelo popularen v današnji družbi, da smo zelo hustle, pa je naparkrat burnouta, pa pol naprej. Ko sem se zelo naučila iz napak drugih, tudi da sem zelo umirila to gonjo v resnici, ki je, tudi na LinkedInu marsikje. Manca, hvala ti, da si bila z nami, ampak preden zaključva, bi te pa izprosila, da v bistvu našim poslušalcem daš eno misel, ki bi jo res rada položila na srce v zvezi z levo ali pa desno možgansko polovico. Da sva zdaj obe odkrile. Ja, sem še LinkedIn ali pa jezera. Pa bom rekla mogoče za LinkedIn, ker je osnova pogovora le LinkedIn. Ena misel. Kot rada poudarjam, res začnite počasi, pa na začetku ste lahko voajeri, ker je velika večina LinkedIn uporabnikov sicer, zelo opazujejo, pa ne naredijo nič, pomeni ne objavijo, ne lajkajo, ne komentirajo. Začnite tam, kjer vam je naravno, ali z lajkanjem, ali z objavami, profile treba urediti pa to. Začnite se pokonektati s tistimi, ki jih poznate v živo. Tako da LinkedIn je res, tako kot delamo biznis v živo, je LinkedIn tudi online. Pa marsikaj to moram tudi sama zase ves čas poudarjati, pa ponavljati. LinkedIn se je v marsičem spremenil zelo na slabše, kar vsaj v mojih očeh. To, da postavim drugi Facebook, ni ok, ampak vedno vršt tole skozi ramo in reči, kaj jaz lahko od LinkedIna vzamem zase. Ne gledati drugih, kaj vse počnejo, pa kaj moramo vse narediti, pa kaj vse, pa koliko toliko objav. Ne, kaj želite vi kot posamezniki, kaj rabite po domačo, od LinkedIna, pa na tiste se fokusirati. Vse drugo pa vrš čez ramo, pa ne se primerjati z drugimi, to nikjer ni dobro v življenju, ampak ne primerjati sami sabo, zdaj imam toliko mreže, zdaj naslednji mesec imam malo več, potem še malo več, tudi počasi se tega navajati. Pa res imeti v zavesti, da vse ti strahovi, ki so LinkedIn jih zelo močno naplavlja, kar ni slabo, da se z njimi lahko spopademo, ampak v resnici vsak posameznik, to čisto psihološko gledano, 100% časa, jaz mislim, razmišlja o sebi. Ne toliko vas, Tako da ne razmišljate, kaj si bodo mislili. Nič, kaj dost, kaj imamo toliko se sami sabo za ukvarjati, za razmisliti, da kvečemu, pa še to, nisem mogoče omenila, da
preprosto se postavimo v vlogo nekoga, ki daje. Ki daje neko izobraževanje, neko vrednost, ki daje mogoče pohvalo v komentarju. A ne, če začnete s tem, da imamo ozaveščeno, saj jaz, ko pridem na LinkedIn, vedno nekaj dam. A ne, to vam bo lahko dalo ful zagon in bo topilo strahove, a ne, ker vas bodo ljudje vzeli za svoje, če boste nastopili v vlogi nekoga, ki daje in pomaga. Fanta, hvala za tvoj čas. Ana, hvala tebi za vabilo.